nezadovoljni, če tukaj tudi kakšna harmonika, kakšna ansambel zaspila, kakšno lepo. Tako da lahko rečem, res. Župnik Slavko Kalan pripoveduje, da ima njihova župnija dve znamenitosti. Čeprav se župnija imenuje po kraju Velesovo, pa je župnijska cerkev v okraju Adergas. Verjetno vas zanima, zakaj. To je zaradi tega, ker so tukaj živele dominikanke, nemško govoreče redovnice, ki so prišle iz okolice Dunaja in Graca in tukaj ustanovile samostan. Ljudje, ki so k njim prihajali opravljati dela na travnikih, poljih in v gozdovih, so govorili, da gredo delati na drugo stran ulice, kar pomeni Andergasse. Tako so se naselili okoli samostana in sčasoma so jim drugi ljudje začeli govoriti, da so Andergašani, oziroma ljudje, ki delajo na njivah na drugi strani ulice. To je bilo v času okoli leta 1136, ko je bila ustanovljena župnija. Približno 50 let kasneje pa je bil tukaj ustanovljen samostan. Okrog leta 1220 pa je tukaj že stal prvi samostan dominikank. Zanimivo je, da so se izbrale ravno to lepo dolino pod Krvavcem, pod vznožjem Karavank, ki je v naših krajih poznana kot Marijina dolina. Dominikanke, ki so prišle k nam, so bile zelo bogate, kar je prav tako zelo zanimivo za današnji čas. Odkot jim tako bogatstvo? Te dominikanke so bile hčere plemičev, takrat najbogatejših ljudi. Vendar se jih ne da primerjati z današnjim časom, ker so to bili pobožni možje in žene, ki so svoje hčere vendarle želeli obvarovati pred zunanjim svetom. Verjetno se lahko vprašamo, ali se tudi danes dogaja kaj takega in kje. Obvarovali pa so jih tako, da so jih prepustili vzgoji resnega dominikanskega reda. Ko so prišle sem, so seboj prinesle svojo doto oziroma svoje premoženje in tako se je širilo njihovo bogastvo. O tem v svoji knjigi z naslovom Pod Marijinim varstvom piše Silvo Silvester Sirc. Ugotovljeno je bilo, da se je njihovo posestvo nekoč raztezalo do Gornjega gradu, pa po Tuhinjski dolini do Šentvida nad Ljubljano in na Gorenjsko, vse tja do Radovljice. To je bila takrat res velika in bogata samostanska skupnost. Te sestre so takrat tudi ob pomoči zaupljivih izpostav skrbele za vso Evropo. Tukaj so namreč našle zelo pridne delavce. Pred 3 leti smo odkrili posebno žitnico in silose za shranjevanje žita, ki ga je bilo v Evropi zelo malo, one pa so ga zase imele dovolj. Arhitekturno gledano je bil ta samostan povsem drugačen. Bil je gotskega stila. V 15. stoletju, ko se v naših krajih pojavijo Turki, ki so že takrat zalezovali to našo lepo deželo in tudi vso Evropo, so muslimani začeli ropati po naši deželi. Leta 1478 so samostan popolnoma izropali, redovnice odpeljali v sužnost, samostan in cerkev pa požgali. Kljub požigu in razočaranju med ljudmi pa se sestre dominikanke niso dale. Ponovno so se vrnile in na novo zgradile samostan. Delo je trajalo polnih 50 let. Ampak kaj se je zgodilo? Spet jih je prehitel ta, bi rekli, civilna oblast, cesar Jožef II., pravijo mu kar veliki mežnar Evrope, je ta samostan potem tamle ukinil, pravzaprav ni... 1782. Ja. Ukinil, zaprl samostan, pravzaprav prepovedal vpis. In tukaj so ostale redovnice do... Vpis v kaj? V državni register? Kaj je prepovedal? Prepovedal vpis redovnic v samostan. Novih deklet, ne? Torej, on ga ni zaklenil, ampak je prepovedal vpisovanje novih deklet. In potem je izumrl. In potem je samostan preprosto izumrl. Recimo zadnja zanimiva zadeva ali pa zgodba, knjiga je
naslov v slovenski večernice Zadnja Velesovska nuna. In res, da dobesedno je skoraj opis, kako je zadnja redovnica tukaj umrla. In je tudi tukaj pokopana v naših katakombah, ki boste lahko tudi potem videli in šli pogledati. No, sedaj pa župnija je torej prastara, potem pa je sledila skozi stoletja razvoj kraja. Kako pa sedaj v našem času, lahko malo predstavite? Torej, gledajte, naša župnija je izredno majhna. Ima samo 800 prebivalcev, to je neverjetno, in ostala je to že takšna ali pa tako velika, kar nekaj stoletij že. Ne? Se ne veča, ne manjša, ampak vedno ista. Prebivalci so bili vedno taki majhni kmetje. Danes so spričo teh sprememb, je velika sprememba, tako da je samo še nekaj velikih kmetov, ki imajo naprimer od 30 do 150 glav živine. Ampak zanimivo je to, jaz sem zelo ponosen na svojo župnijo, ker so pa res praktično vsi kristjani. Res so dobesedno, vsi so verni, vsi dajo svoje otroke krstiti, vsi grejo k verouku, vsi sodelujejo z župnijo in tudi drugega zelo spodbujajo k temu. To je, lahko bi rekel, ena takšna lepa, klasična, živa, klasična, tradicionalna župnija. No, gospod župnik, župnija je stara skoraj 900 let, je imela celo vrsto dogodkov. Zdaj, da se malo omejiva na zadnje stoletje, kaj bi posebej izpostavil? Poglejte, ta naša župnija je res zelo majhna in na zadnje stoletje bi izpostavil predvsem to, da so ohranili svojo krščansko zavest, svoje krščanske korenine. Moram povedati, da po mnogih župnijah so v tej polpretekli dobi komunizma in socializma morali pozabiti na procesije, na razne dogodke, tako naprej. Tukaj niti ene procesije v vsej zgodovini niso uspeli ukiniti ali pa izbrisati. Naprimer, procesijo svetega rešnega telesa. To je nekaj čudovitega, tako kakor je bili nekoč še danes. Potem, naprimer, procesijo z Marijinim kipom. Veste, tukaj imamo v cerkvi najstarejši romarski Marijin kip, Marija z Jezusom. In v nedeljo po Malem Šmarnu jo že stoletja naši farani, pravzaprav bolj konkretno mladi fantje, nesejo v procesiji tukaj do cerkve na Trati, do Svete Marije nazaj. Takrat pridejo praktično z cele Gorenjske ljudje, verniki, narodne noše, škofje, župniki, ministranti, pevci. To je nekaj fantastičnega. Moram tudi poudariti to, da mi naši verniki so vsi zelo verni. Moram reči tako pozitivno, tradicionalno verni in drugega spodbujajo k temu. Krščeni so vsi. K verouku hodijo vsi. Praktično vsi, morda sem in tja, kakšne priseljene družine se malo že izumikajo. Ampak tukaj živimo z župnijo, potem s kulturnim društvom, potem z občino Cerklje moramo tudi tukaj vključiti noter. Zelo lepo sodeluje z nami. Res naredimo zelo veliko. Samostojna krajevna skupnost ali so samo občine? Ne, mi smo čisto samostojna župnija, spadamo v občino Cerklje. Ne. To je Cerklje na Gorenskem, kjer je župan, gospod Franc Šibulj, od vsega začetka zelo prisoten, tudi naš krajan, naš vernik, redno obiskuje bogoslužje. Ampak dobro, sem zelo vesel, da vsi ljudje želimo tukaj v ta kraj napraviti in narediti nekaj koristnega, nekaj takšnega, kjer bomo doživeli eno takšno lepo notranje bogatstvo in veselje, ki nam prinaša tudi za prihodnje redove nove možnosti za razvoj, najbolj v duhovnem smislu. Gospod župnik, cerkev ima mogočno pročelje. Sedaj to je druga cerkev. Ja. In kdo je to naredil, pa v kakšnem slogu, so to kombinirani slog? Ja, vidite, to je vse narejeno v stilu poznega baroka. Arhitekt je bil iz Benetk doma, to je Giuliani. To je isti arhitekt, ki je narisal načrte za ljubljansko bogoslovno semenišče in za cerkev Svete Trojice.
Ta Giuliani je imel namen, da bi zgradil tudi narisal je tako, še zahodni trakt tega samostana, ampak cesar Jožef II., kot smo že rekli, je to prekinil. No, ta barok se prepozna prav po teh lepih arkadah, teh okroglinah. Vse je simetrično, tukaj je veliko natančnosti in nobenih kakšnih posebnih velikih dodatkov. Ni poslikav, tu so samo dve barve, to je čist prvotna, to se pravi bela in oker barva. Kakor boste noter v cerkvi videli, zelo podobno je pa še zlata. Torej v cerkvi baroku je samo bela, zlata in rjava barva. To je to. Tale stopnišče tukaj? Ja, to je vse od začetka, vse v prvotne cerkve je že vsega začetka to stopnišče, nekoč je bila tukaj le spredaj celo cesta in sadovnjak, no in potem v tem zadnjih 20 letih je pa to župnija skupaj z občino spremenila v čudovit park, kjer se tukaj zelo radi smukajo, ne boste verjeli, ne veste, imamo zelo veliko porok. V letošnjem letu smo imeli, mislim, da 20 porok. Ja, tukaj je mir, potem je krasna fontana, imamo krasno veliko parkirišče in ogromno prostora za svate, za goste, imamo senco. Skratka, lahko rečem, ljudje so veseli, jih sprejemajo, niso nič nezadovoljni, če tukaj tudi kakšna harmonika, kakšen ansambel zašpila, kakšno lepo. Tako da lahko rečem, res župnija in samostan, ki je bil nekoč, znova živi z časom, v katerega smo vsi postavljeni danes. No, kaj pa nas čaka v cerkvi sami? Na naši levi je krstilnica. Kaj lahko poveste, gospod župnik, o tej krstilnici? Torej, veste, da so vedno v krščanstvu želeli, da pridejo v cerkev samo kristjani, torej krščeni. Zato so že od nekdaj imeli krstilnico ali zunaj celo v prakrščanstvu, sedaj pa po 15. stoletju imajo pa tudi v cerkvi. In sicer takoj pod korom, da ko človek pride v cerkev, ga najprej krstijo, potem pa gre ta kristjan, ga popeljejo k glavnemu oltarju. No, po drugem Vatikanskem konciliju se je to malo spremenilo, smo vse imeli krste pri glavnem oltarju, ampak ponovno se vračamo nazaj tudi k krstnemu kamnu. Kot vidite, to je iz 18. stoletja, pozni barok, najdragocenejši je pa tukaj zgoraj kip Janeza Krstnika, ki krščuje Jezusa v reki Jordan. To bomo tudi kasneje videli v sliki Johana Kremser-Schmida v stranskem oltarju v naši župnijski cerkvi. In ta ograja? Ja, to je nekaj čudovitega. To je ograja iz tistega časa, to je kovaštvo, litina, po moje tam nekje iz Dunaja ali pa iz Gradca, iz neke delavnice. No, sedaj nadaljujeva ogled cerkve in kot rečeno, tukaj je 7 lepih oltarjev. So to vsi iz iste dobe? Ja, res je, vsi ti oltarji so bili v času poznega baroka končani, to se zelo dobro vidi po detajlih, recimo ta zlatnina, kar je pozlačenega, so listi ali cvetovi, ki so v popkih. To so značilni drobni lističi, ki še niso se razcveteli. To je vseh 6 stranskih oltarjev. Glavni oltar, boste kasneje videli, je pa že začetek rokokoja, ko so se ti cvetki odprli. No, tukaj imamo na primer oltar, žal slike tukaj le sedaj ni, ker smo jo poslali v restauratorski center v Ljubljani, predstavljala je pa mučeništvo svetega Štefana. Potem se obrnemo na levo, žensko stran, imamo pa mučeništvo svete Katarine Aleksandrijske. Tukaj bi se rad ustavil samo z enim lepim namenom. Katarina Aleksandrijska je zavetnica visokih izobražencev
in politikov. Vsi, ki znajo delati z ljudmi, se zelo radi zatekajo po pomoč k Katarini Aleksandrijski. Namreč legenda pripoveduje, da je Katarina, ko so jo peljali v smrt, v mučeništvo, sprot znala prepričati 3 rable, ki so jo potem obglavili, da so se po njeni smrti dali krstiti. Torej, Katarina Aleksandrijska je zavetnica za zdravo pamet. Kdo bi si je že moral priporočati? Ok, o tem ne bi na glas razlagali, a ne da? Je pa res, poleg tega imamo še na vsakem oltarju 2 kipa. Vsi kipi po cerkvi so leseni, tudi oltarji so leseni. Tam vidimo Vse isto dobe. vse iz istega obdobja, ne, 1770 in naprej. To je sveta Neža ali Agnes za ovčko in druga je sveta Marija Magdalena, ki je bila v času Jezusovega življenja, torej svetopisemska žena, pocestnica, ampak ko se je srečala z Jezusom, je zaključila s svojim prejšnjim življenjem in postala Jezusova zvesta učenka Marija Magdalena. No, na tem oltarju manjkajo kipi, so v prenovi. Ja, tudi tukaj so bili kipi svetega Sebastjana, to je enega prvih Jezusovih mučencev v Rimu, sveti Sebastjan in sveti Rok, ki je pa zavetnik zoper kugo in kužnih bolezni. No, sedaj, če nadaljujemo ogled oltarjev, na levi je ta oltar neke vrste male ladje postavljen, ne? Zgoraj je kor. Ja, veste, vse je zanimivo. Tukaj v naši cerkvi so tako imenovani nunski kori, okrog in krog, kjer so se redovnice zadrževale pri sveti maši. One niso smele biti med božjim ljudstvom, to je bil kontemplativni red dominikanke, zato so bile pri sveti maši vedno na teh korih tukaj okrog. No in spodaj so pa tako imenovani 2 stranski kapeli. To sta prva kapela na ženski strani je svetega Dominika, ustanovitelja dominikancev, ali tudi belih menihov imenovanih. No, zanimivo za te slike, ko smo že prej ugotavljali, za te slike značilno so lepo malo temačne, malo zaščitene z neko tančico. To je značilno za pozni barok. In kdor opazuje ta pozni barok, zlasti Kremser Schmida, mora dolgo časa zreti v to umetnino, da prepozna vse like na tej sliki. Namreč za pozni barok je značilno, da je svetlejše samo to, kar je pomembno. Torej, srednji lik, tukaj vidimo svetega Dominika, potem pa še nekaj sodelavcev. Na drugih slikah bomo opazili pa Boga Očeta, Marijo, angele in podobno. To je dejansko zanimivo, bolj ko gledaš, bolj slika izstopa, ne? Tako, tako. Kaj to je poseben stil, da slikar omogoči pozornost očesa, ali je to tudi barva tako torej postavljena, da aktivira oči? To so bili res umetniki, ki so poznali duhovno življenje teh dominikancev in zrenje, zazrtje, čakanje, sprejemanje, to, kar je velikega, veličastnega. To so res mnoge, recimo te stvari itak niso nikjer bile nikoli fotografirane, ampak umetnik si je moral sam predstaviti to dogajanje in to je pravzaprav ena velika skrivnost. In zaradi tega je to tako skrivnostno, zaščiteno, skrito tudi našim očem. To, kar je Božjega, se ni dalo nikdar in tudi nikoli se ne bo dalo. Tako. No, mogoče še stavek 2 o kipih? No, te 2 kipa, ki sta tukaj, to sta 2 dominikanca, to se prepozna po teh atributih, da imata ob sebi rožni venec. Namreč sveti Dominik je prinesel v Evropo in sploh v Slovenijo molitev rožnega venca. Tudi naša Mati Božja, Velesovska Mati Božja, ima ob sebi veliko teh votivnih rožnih vencev, ki so jih romarji prinesli v zahvalo. Kako se imenujeta ta 2 dominikanca, se ne zna nihče izjasniti. Zagotovo pa je eden veliki častilec svetega rečnega telesa, drugi pa verjetno neki učenjak, pisar,
ima knjigo v rokah. Ja, ki ima knjigo in pisalo v rokah. No, sedaj pa na naši desni. No, na desni strani tukaj imamo pa svetega Vincencija Ferrarskega, torej dominikanc, zopet ima ob sebi rožni venec, značilna poznobaročna poslikava in dva kipa. Na tej sliki desni je sveti veliki znani Tomaž Akvinski, to je dominikanc, ki je bil naredil Quinque vie, to poznamo teologi, 5 poti dokaza za Boga. To je ta znani filozof in veliki učenjak Svete cerkve, skolastike, tako da smo res ponosni na to, da ga imamo tukaj. Druge je verjetno pa njegov učenec, točno kako se imenuje, pa v tem trenutku nihče ne ve, tudi jaz ne. Niso dali njegovega učitelja iz Kölna, Alberta. Bravo, možno je vse. Nismo še dognali, niti največji umetniki ne vejo, je pa zagotovo tudi dominikanc, ker ima na pasu tudi svoj rožni venec. In to je določil Giuliani. Tako, to je arhitekt, ki je vse določil, kdo bo kje. Verjetno tudi v dogovoru z investitorjem, to so bili pa sestre redovnice dominikanke. No, sedaj smo že na desni, je naš 5. oltar. Bi ga lahko na kratko opisal? Torej, ta oltar, zopet Johann Martin Kremser-Schmidt, predstavlja smrt svetega Jožefa. To je tudi, kar rečejo naši verniki, Jožefov oltar. Na tej sliki opazimo Jožefa, ki umira, in Marijo, ki sveti v njega kot ena velika luč. Za njim, torej za Jožefom, je pa že Jezus, ki kaže na venček čistosti, nedolžnosti in večnosti. Ob tej sliki sta pa še dva lesena kipa. Na levi strani je sveti Miklavž, ki ravno v tem času tudi goduje, in sveti Valentin, ki je zavetnik vseh ljudi, ki potrebujejo zlasti pomoč v zdravstvu in sicer v mentalnih boleznih. Namreč sveti Valentin je ozdravil na poti na morišče, to je bil mučenec v 2. stoletju, ki je dal življenje za Jezusa, ampak na poti na morišče je ozdravil enega božjastnega fantka. No, tam, ko je sveti Miklavž, ima pa na knjigi 3 zlata jabolka, ki jih je nesel 3 sestram, ki so bile zelo revne, in ker so se znali tako lepo zahvaliti, so postale ta jabolka, to je seveda anekdota, zlata. In potem, ko so se te dekleta znale svetemu Miklavžu lepo hvaležno zahvaliti, so se lahko potem tudi poročile. No, To je bila anekdota, ne? To je anekdota, ampak sveti Miklavž je resnično. Dota je bila, dota, ne? In tudi dota, ja, tako da so imeli dovolj potem premoženja in so princi prišli in so se poročili. Celo to. Tako. No, ampak ta šopek tukaj ob svetem Valentinu, to je samo krasni šopek. Tam tista vaza pa zgor. Ja, to je vse, to je Vse oltar. ornamentike. To so ornamentike, čudovite baročne zadeve, ki pašejo k temu oltarju. Tudi na Vsak je malo oltarjih, drugače, ne? tudi na oltarjih so te mašne knjige. No, takole, poglejte, tukaj na naši levi strani imamo še 6. oltar, ki predstavlja Jezusov krst v reki Jordan. Tudi ta slika je zelo takšna skrivnostna, temačna. Najlepše barve, svetlejše ima Jezus, potem Sveti Duh in Bog Oče. Bolj v mraku je pa že Janez Krstnik, ker je manj pomemben. Tako je baročno slikarstvo predstavljalo te svetopisemske like. No, zanimivo za vseh teh 6 oltarjev je to, da so te slike naši verniki, ključarji, v času 2. svetovne vojne skrili v enostransko zakristijo, kapelo so jih zazidali, dobesedno so slike sneli, jih dali v kapelo, zazidali, tako da jih Nemci, da jih okupator, ki je tukaj živel 4 leta, v tem samostanu, ni mogel odpeljati ali ukrasti in peljati v Nemško. Ali poškodovati, tako. Enostavno slik več takrat ni bilo.
Jih je, Samo slika ali tudi celi okvir? ne samo slike, okvirji so ostali. Zanimivo, v Kranju je bil nemški kaplan, ki je sporočil tukajšnjemu župniku hitro skrite slike. Vedeli so, da so te zelo dragocene in so jih čez noč spravili dol, dali v stransko kapelo, jih zazidali in slik ni bilo. Do leta 1953 so bile zazidane. In nihče ni vedel, kje so. Samo župnik pa ključarji. Noben drug ni videl. To je bilo dovolj, da so ostale tajne. Tako. No, zraven imamo pa še dva kipa, ta z orlom, to je znani sveti apostol Janez evangelist, in na desni strani je pa v eni razlagi sveti Juda Tadej, apostol, ali pa morda celo sveti Marko, ki pa nima več levčka. Torej, leva so mu verjetno pa v tem času nekateri ukradli, ga nima več. A ko je smo bil? ra- Je Bil pa je. Ko smo ravno tukaj, bi pokazal še na prižnico, znamenito, čudovito zlato baročno prižnico, kjer so nekoč oznanjali Božjo besedo škofje in župniki svojim vernikom, redovnikom in redovnicam. Torej, poglejte, tukaj smo se sedaj ustavili pred glavnim oltarjem. To je veličastni oltar, ki nosi v sredini kot monštranco Marijo z Jezusom. Danes, ko smo že v adventu, je Marija preoblečena v vijolični plašč. Naša Marija je zanimiva v tem, da ima 10 različnih oblek. Te obleke so ji naredile in sešile redovnice v 18. stoletju, zadnja skupina redovnic, ki je tukaj živela. Marija z Jezusom je v tronu, kakor monštranca, okrog nje je veliko zahvalnih rožnih venčkov in raznih drugih zahvalnih votivnih prinešenih darov romarjev in vernikov. Torej, kot vidite, ima vsaka cerkev tudi veliki inštrument, ki se ga ne da nikamor odpeljati, to so orgle. Orgle so kraljica inštrumentov in naša župnija se res ponaša po zelo dragocenih orglah, ki pa niso stare. Ravno letos praznujemo 10-letnico teh naših orgel, ki jih je naredil mojster, orglar, gospod Tomaž Močnik iz sosednje župnije Cerklje. Naše orgle so sestavljene ali pa narejene prav posebej po načrtih baročnega umetnika in glasbenika, skladatelja Johana Sebastiana Bacha. Te orgle imajo 38 registrov in na njih so igrali vse do današnjih dni, lahko rečem kot župnik tukaj, že veliki svetovni umetniki od Češke, Prage, Dunaja, Južne Koreje, Italije, Firence. No, prav v letošnjem letu je bil celo umetnik iz Dunaja, organist, ki igra kraljici Elizabeti v Združenem kraljestvu v Westminsterski katedrali. Naše orgle so zelo značilne tudi po tem, da so prav posebej pripravljene za orkestre in orkestralne dogodke. Tako da imamo kar nekaj čudovitih baročnih koncertov v baročni cerkvi naše župnije. No in sedaj se bomo srečali še z veliko dragocenostjo naše cerkve. To je pa novejša zadeva, to je pa križev pot. Tukaj smo pri 14. postaji križevega pota. Vseh 14 postaj je naslikal veliki slikar, ki je narisal tudi Marijo iz Brezij. Če smo pozorni na Marijo, tukaj, ko Jezusa polagajo v grob, Marija ima značilno modro in rdečo barvo. Pravijo, da veliki slikar, ki je narisal Marijo iz Brezij, Leopold Lajer, ni imel več barve za Marijo, kakor samo en škaf, modre in rdeče.
S tem, da je ta Marija, ki je tukaj pri 14. postaji, oblečena nekoliko drugače. Marija na Brezjah ima namreč obleko modro, ogrinjalo pa rdeče. Tukaj pa ravno obratno. Torej, Leopold Lajer, doma iz Kranja, je narisal potem, ko je bil čudežno rešen iz Napolove nove ječe, namreč bil veliki plagiator, narisal celo denar, pa vendarle so ga ponarejal je denar, kar je kaznivo dejanje, seveda tudi še danes, so ga vrgli v ječo in če ga ne bi Marija rešila, bi gotovo tam umrl v ječi, tako kakor je že njegov brat. In v zahvalo za rešitev iz ječe je narisal Mariji na Brezjah, lepo čudodelno Marijino podobo, Marije pomagaj, in tudi za našo cerkev tukaj v Lesovem 14 postaj križevega pota, pa še za nekatere druge cerkve na Gorenjskem, med njimi tudi na Primskovem pri Kranju. Torej, prišli smo v samostan, namreč, ta samostan je zelo velik in samostan, če je prazen, ni vreden, ni pomemben in lahko hitro razpada. Samostan smo v zadnjem času, v zadnjih 25 letih, spremenili v dom duhovnih vaj, dom intenzivnih vaj za različne glasbene skupine, pevske zbore, zlasti pa za različne pastoralne dejavnosti. To so ministrantje, pevski zbori, tudi razne šole, gimnazija, zlasti škofijska gimnazija, zelo rada prihaja sem s svojimi dijaki in potem še različni župnijski pastoralni sveti in podobno. Prav vam je, ti migranti so v veliki meri posledica tega, kar ste likvidirali Gaddafija, ker ste likvidirali to. Tukaj imamo res, tukaj v tej hiši sedaj 90 postelj, veliko dvoran in sob in vsega. Romarji zelo radi prihajajo sem. Recimo, zanimivo je to, da iz Rečice ob Savinji prihaja že več kot 100 ljudi, prenočijo, pojejo in grejo naprej. No, na tem samostanskem hodniku, ko jaz rad z veseljem rečem, da je tu kar neke vrste hiša muzej, vidimo tudi velike dragocenosti umetnin, umetnikov. Naprimer, tukaj je še zbirka 4 oltarnih slik Valentina Mencingerja, to je tudi ta pozni baročni slikar. Tukaj imamo svečnico, predstavlja torej Jezusovo darovanje v templju. No, če gremo naprej po hodniku, bomo našli še 3 oltarne slike Valentina Mencingerja. Tukaj na tej naši desni imamo sliko, ki predstavlja Marijino obiskanje. Marija je prišla na obisk teti Elizabeti, Jožef je celo zraven, običajno ga ni bilo, tukaj pa je bil zraven z osličkom in seveda mož tete Elizabeti, sveti Zaharija. Obe sta namreč noseči. Marija ima pod srcem Jezusa, Elizabeta pa Janeza Krstnika. In tukaj spodaj imamo tudi podatek, da je to napisal oziroma naslikal Valentin Menzinger, Pinksit leta 1747. No, na desni strani imamo pa tukaj znamenito podobo Marije brezmadežne. To je starozavezna prerokba, po kateri bo prišla žena, ki bo kači glavo strla. In sicer vidimo zmaja oziroma kačo iz raja, ki nosi v gobcu ne jabolko, ampak Esterin stavek svetega pisma non pro omnibus non pro te, kar hoče povedati, da je ta Marija za
vse. Marija je brezmadežna, potem se prepozna 12 zvezd, to je zopet starozavezna podoba Matere Marije z Jezusom v naročju, nad njo pa je nebeški Oče z Svetim Duhom. To je Marija brezmadežna. No in tukaj na našem lepem samostanskem hodniku imamo še 4. oltarno sliko Valentina Mencingerja, ki predstavlja tako imenovano Marijino zaspanje. To je res značilno za tako imenovano Marijino vnebovzetje ali bolj natančno Marijino zaspanje. Marijo so, predno so jo dali v grob, že angeli odnesli v nebesa. In okrog nje so apostoli, vsi začudeni, malo žalostni, pa vendarle navdušeni, da se je zgodilo to, kar je zapovedano oziroma zapisano v Svetem pismu. Valentin Menzinger.